Matej prihaja na kontrolni pregled zaradi sladkorne bolezni. Jaz bi sporočila ljudem, ki imajo sladkorno bolezen, da si omejitve postavljajo sami. Če bi lahko uporabila angleški izraz, bi rekla sky is the limit. Odčitek črpalke je kar v redu, a ne? Tukaj vidim, da večkrat po zajtrku sladkor poskoči. Se pravi, treba si je upati, treba si je zaupati, da zmoremo in izkoristiti vse možnosti nove tehnologije, ki jo ponuja sodobna medicina. Jaz sem Nataša Bratina, sem pediater, diabetolog. Na pediatrični kliniki delam že 35 let. This is a very good metabolic control. I like it very much. He's close to 80%. Average blood glucose is ok. Danes je vse ok in se spet vidimo nekako čez 3 mesece. Sigurno so prvi dnevi po postavitvi diagnoze zelo stresni. Treba si je vzeti čas in staršem večkrat razložiti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Seveda pa vem, da vseh, ki imajo sladkorno bolezen, vendarle nekje živi tudi upanje, da jo bomo nekoč znali pozdraviti. In dejansko raziskav je ogromno, tako da vprašanje, kaj bo pa čez 10 let. Še vedno mi je nekako izjemno spremljati te otroke, ki morda pridejo k nam stari 9 mesecev, 1 leto, 6 let, gledati, kako odraščajo, kako postajajo samostojni in potem poslušati njihove zgodbe o študiju. Srečam jih tudi kot odrasle, ko so si že ustvarili družino, poklic in to se mi zdi, da je nekaj takega, kar te res lahko izpopolnjuje. Ko sem sama prišla na oddelek, smo ravno uvajali merilnike krvnega sladkorja. Predtem so starši na podlagi urinskih izvidov odločali, koliko inzulina bo otrok dobil. Leta 2000 pa je na našo kliniko vstopila tudi prva inzulinska črpalka, ki je pa zdaj nekako standard za vodenje sladkorne bolezni. Zdaj uporabljamo tako imenovane hibridne inzulinske črpalke, ki deloma prevzemajo vlogo trebušne slinavke. Se pravi, teoretično, če otrok 24 ur ne bi jedel ničesar, bi črpalka držala stabilen sladkor v okviru zaželenega. In ko se danes pri tej hibridni črpalki pogovarjamo s starši, sploh s tistimi, ki so prihodili zelo dolgo pot od mehanskih injektorjev do te črpalke, povedo, da je razlika velika. Predvsem vsi omenjajo noč. Povedo, da za to črpalko lahko bolj mirno spijo, kot so prej, ko so vsako noč vstajali, preverjali sladkor, ga korigirali, strah jih je bilo hipoglikemi. Imamo celo vrsto zelo dobrih športnikov, tudi takšne, ki tečejo maraton, ki se ukvarjajo z kolesarstvom, z ultramaratoni, tako da bi lahko rekli, da meje v življenju postavljamo zdaj mi, ne pa sladkorna bolezen. Pravzaprav jaz vedno povem, da sem se za poklic zdravnika odločila v 3. razredu osnovne šole. Takrat sem namreč izjavila, da bom zdravnica za otroke in ta želja me potem ni več spustila. Ko sem se jaz odločala za pediatrijo, je bilo zelo težko dobiti to specializacijo, tako da sem bila pravzaprav zelo vesela, ker se je ta možnost na kliniki odprla. In prvi zdravnik, ki me je povabil k delu, je bil profesor Kržišnik. Zelo dobro vem, da je na hodniku pristopil k meni in rekel, a bi vi prišla k nam na endokrinologijo. Takrat seveda nisi rekel ne in sem rekla ja. In čez pol leta sem začela pomagati pri urejanju glasila za starše s sladkorno boleznijo, sladkorčki. Nato pristopila k organizaciji poletnega tabora za otroke s sladkorno boleznijo in potem polagoma postala vodja tega oddelka. V zadnjem obdobju ni bilo posebnosti. It was quite busy. Yes, I am quite impressed with how many patients you see during a day. Yeah. I'm Emilia Lindqvist. I'm a medical doctor and a PhD student from Denmark. I'm Julia Baldarska. I'm also a medical doctor, pediatric endocrinologist for 2 years. And so I'm here visiting because I know the Natasha Bratina and Clement Dovch and Tadej Bartolino from the scientific community mainly. They're very good names, and I came to see how
everything is being run here and to hear about the treatment and the research happening here at the hospital. And they are really one of the high-tech diabetes center in Europe, and I'm here to learn the new technologies and how they run their diabetes clinic.